Spoštovana publika, tokrat resnejša tema in tudi lokacija. In sicer se nahajam pri osnovni šoli Vladislava Ribnikarja v Beogradu, kjer se je 3. maja zgodil doslej nepomnjen pokol. Se pravi, pri dečku, ki je tukaj moril, gre dejansko za najbolj množičnega mladoletnega morilca v zgodovini človeštva. In da to vežem na ptujsko temo, zato ker več ljudi sprašuje, kak je epilog, sem se odločil, da to na ta način tokrat povem. In sicer je tema naš, ne bomo temu rekli priljubljen, ampak v bistvu redno prezenten nožopik. Mnogo ljudi sprašuje, joj, levo, desno, kaj je zdaj s tem, popustite bogega človeka pri miru in tako naprej, ampak dejstvo je, da se tukaj dogajajo zelo bizarne zadeve, in sicer je ta zadnja konec lanskega leta bila, da me je Štefan Čelan Nožopik prijavljal na policijo in mi želel dati naložiti več 1000 evrov kazni zaradi tega, ker smo objavili te zadeve v zvezi z afero Nožopik. Na kar sem potem tudi sam šel na policijo, dokumentacijo predstavil in je tistim tam postalo jasno, da je res, kar govorimo mi, ne kar govori on. In najbolj bizarna zadeva na celi stvari je, da se to na Ptuju ve. Ja? Ve se v uradnih krogih, kakšnih metod se on poslužuje, ve se, kakšnega revanšizma se poslužuje, ve se, da je dejansko po temi pogoji človek nevaren, ampak si lepo dalje delijo pozicije, krediteke in tako dalje. In to snemam v bistvu zato, ker se zelo intenzivno ukvarjam tudi s tem dogodkom, ki se je zgodil tukaj, in sicer kako lahko človek čez noč postane, oziroma nekdo, ki na videz ni izgledal množični morilec, dejansko to danes na jutri postane oziroma realizira. In sam pravim, da s tovrstnimi zadevami, kot je ta afera Nožopik, se ni za zajebavati. Toliko bolj se pa ni za zajebavati s tem, ko se to razjasnjuje, da se izvaja maščevalne akcije nad ljudmi, tako da zdaj imate en taki zadosten odgovor za ta trenutek. Povem pa vam, da naslednje leto, ko bo 10 let od tega, bomo pripravili izčrpen dokumentarec z vsemi posnetki, z vsemi obtožbami in tudi z vsemi koraki, ki so sledili, od groženj s tožbo do ponarejanja nekega našega opravičila, do prijave na policijo in potem seveda do rezultata. Tako da tukaj na tem enem izmed v bistvu najbolj strašljivih krajev našega sveta, krajev, kjer se je zgodil največji otroški pokol v zgodovini človeštva. Mislim, včasih to tako surrealno zgleda. Ker se vedno to spominja, tako, ker je Srbija na neke take naše šole pri nas. Ne vem, kdor še ni šel tu mimo, pa bo šel res tak scary, kot v kakem filmu. Skratka, na tem mestu še enkrat povem, iz družinskih tragedij je popolni no-go se delati norca, jih zlorabljati, jih inscenirati. Še bolj no-go pa je za njih kriviti ostale ljudi za namenom škodovanja in tako imenovane socialne smrti. Tako da, kot rečeno, najkasneje za 10. obletnico naslednje leto bomo objavili obsežen in obširen dokumentarec na to temo. Zato lepa spremljajte, kar se dogaja. Spremljajte pa tudi, kako si na Ptuju določena klika ves čas podpira svoje riti, deli kredite, deli službe in tako postajamo vse bolj nerazvito mesto v Sloveniji in tudi v regiji. Nikoli več in nam bo v opomin, kar se je zgodilo tukaj.